Evo, zdaj sem tle v tej burekdžinici iz Sača. Ne gre ven, samo vrti. Gužva na Jahorini, kamorkoli greš. Jutro sem začel z obilnim zajtrkom. Glejte, jajca z slanino, ampak glejte, tu je res dobra porcija. No, potem imam pa tukaj še domačo marmelado slivovo, šipkov čaj, domač. Evo, takole pa tukaj prostor zgleda. Tista jajčka, ki ste jih prej videli, niso bile ravno najlepša, ampak so bile odlična. Še posebej slanina, no se jajca so jajca, ampak slanina je bila pa odlična. Evo, zdaj mi je pa tle šefe prinesel še neko domačo klobasco, tako da tole že vidim, da ne bo dobro, da se bom zredil, ker hrana je tukaj res odlična. Poglejmo malo še druge apartmaje in sobe v tej planinski idili. Lejte, tole je apartma za 4 osebe. Tole je pač dnevna soba, kuhinja in jedilnica. Zelo lepo lično urejeno. Tole je ena soba z 2 postelama, pač, ki so pač niso skupaj. No, tukaj pa zakonska postelja, druga soba in tukaj pa WC in kopalnica. Se pravi, tole je za 4 osebe, bi rekel, zelo super prostorno. Tudi razgled dober iz jedilnice, tako da tale apartmajček mi je zelo všeč. Tole je apartma številka 5. Meni zelo všečen apartma. Lejte, zaradi tega, lejte, kolikšen je ta dnevni prostor. Res velik. Tukaj je soba z, bom rekel, zakonsko posteljo. Tole kuhna. Tukaj potem še ena soba z 2 ločenima posteljima. Tukaj pa WC, kopalnica. No, meni je ta apartma zelo všeč, predvsem zaradi tega, ker ima tole res velik dnevni prostor. Poglejte, kako mi je avto zasnežilo. Moram ga zdaj, sem dobil tole metlo od šefeta. Ga moram najprej spucati, pogrem pa malo okoli, vam bom majčkeno razkazal Jahorino. Lejte, jaz sem to tukaj. Bom šel najprej semle gor, da vam pokažem, kako izgleda. Lejte, smučišča so pa v tej smeri. Ne bo tole šlo. Probavam, ne gre. Problem je še, ki je vklopljeno proti zdrsavanju. In ne znam izklopiti, ker bi to znal izklopiti, bi po mojem šlo. Ne vem, pa še šefa ne najdem, da bi mi pomagal tole malo poriniti. Gužva na Jahorini, kamorkoli greš, zidajo še kar na polno, to bojo čist preveč zapolnili. Jaz pa skozi neke težave z avtom, skozi nekaj gori, prej da je hladilne tekočine fali, zdaj nekaj drugega, mislim noro. Zdaj se tukaj tle pelem gor, tole je restauracija Pegi, to je tako malo bolj znano za žurat. Zdaj pa tle, če mi bo ratalo, upam, da mi ne bo tale uničil zadeve, aha, sem jo omaknil, ker če se ustavim, pol je konc, ne. Tle boste videli, tle pridemo na lep kraj, čist pod sedežnico. Tu smo že kar visok. Tle smo že kar visok. Tle se najbrž, evo, vidite, tamle že gondola od zadej, pa neko sidro, pa jaz bom zdaj, tle bi mogli nekje celo ta 6 sedežnica ali koliko je, ne, zdaj so gondolo dali, tako da takole, da vam majčkeno pokažem, kako je videti Jahorina. Bomo imeli eno tako kratko panoramsko vožnjo, pa da vam vse skupaj malo pokažem. Lejte, takole se pride na Jahorino
In pred tukaj na levo vidite policijo, kar je verjetno fino, da je red. In zdaj, lejte, jaz sem tukaj desno zavil. Tukaj desno zavijete, če se hočete smučati, kje tukaj, vidite, je ena gondolska, pa eno sidro. Tukaj gor naprej je moja namestitev. Ampak jaz grem pa tukaj gor naprej, kjer, rekel, so potem ta glavne zadeve, se pravi, tole je glavna cesta. Lejte, tukaj so postavili šotor, ker bojo koncerti ta pa drug vikend in taki zelo močni koncerti. Lejte, tukaj sta zdaj dva najbolj poznana hotela na Jahorini. Lejte, tole je hotel Vučko. To je zdaj veliko ratalo še pa še. Ne, tole je en drug videti, Vučko je pa ta lesen, ki bomo šli nazaj, ga bomo boljš videli. Tole je pa hotel Termak, to je tudi eden prvih novih hotelov, ki je bil in ta je zelo luksuzen, res, in tudi cene so kar visoke. Tudi tale objekt, ki ga vidite, spada še k Termaku. Tamle vidim en, ki mora biti relativno nov hotel, imenuje se Alpin. Jaz ne vem točno, kdaj so ga naredili. Tukaj, lejte, še enega velicga gradijo. Tale pred nam, ki je hotel Bord, to je tudi en prvih hotelov, ki je bil. Včasih je bil zelo dober, zdaj je pa pač minilo 20 let, najbrž odkar že je, in pa ni več tako super. Tukaj so par takih, bi rekel, manjših nastanitvenih objektov. Lejte, tale je meni čudovit, tukaj so enkrat moji starši bili. Zdaj tukaj malo še naprej so pa ta glavne zadeve, tam, ki greš smučati. Lahko si šel že tam na začetku, tam je ena gondolska, pa eno sidro. Največ zadev je pa od zdaj tukaj naprej, ampak lejte, tukaj zdaj vidim tablo, pa vidim tudi tam že, da so rampe naštimali, tako da včasih tega ni bilo, tako da zdaj se moram to pozanimati, kaj je, pa da vidim, če bom šel noter. Zdaj tukaj so uvedeli rampo in imaš za pol ure brezplačno. To mi je zdaj tam en prijazen gospod povedal. Evo, bo prišlo. Zdaj pa gremo, jaz se bom sem zapeljal, ker pač ne grem smučati in sam toliko, da malo pokažem. Lejte, tole je na nov, to je neka gondolska nova. To so jo letos, sem bil polet, sem videl, so to še delali. Tle je parking, parkiraš. V glavnem, zdaj, če hočeš na Jahorino jeti za en dan smučati, po mojem nimaš možnosti nikjer parkirati brezplačno, moraš zmeraj plačati. Ne vem sicer, kakšne so te cene. Tam, kjer sem jaz bil, mislim tam, kjer sem jaz nastanjen, tam je 8 evrov za cel dan, oziroma 15 mark. No, lejte, tle je ena 660-žanca, ta je že kar 15 let stara, ampak je dobra, tako da jaz se najbolj te spomnim. Tle je še ena čista stara, sicer razen spoden del so zrihtali, vidim, drugače pa tu dvosedežnica iz časa olimpijskih iger, se pravi, 40 let je stara. Da sam ta spoden del so malo zrihtali, drugače pa čisto tako, kot je bilo, ne vem, mogoče so zanalaž pustili kot neka znamenitost, ali kako bi rekel. Tlele se spomnim, v telem naselju so kakšne žurke ponavad, sem enkrat bil. Da tle človek, ne vem, če ste ga videli, knjige prodaja. Drugače pa dobro, tisto, kar naredijo na nov,
naredijo zelo lepo, ampak zelo stlačijo, ne? Zelo stlačijo in verjetno tudi bolj slabo razmišljajo o parkirnem placu. Tamle gor, mečkam še kasneje boste videli, tamle na levo so dve vikendice, ta leva je od Gorana Bregoviča, je pa menda narejena na črno in mu je hotela občina legalizirati v zameno, da bi naredil koncert na Palah, pa menda da ni hotel. Vidite, ne tale tukaj gor, ki je naravnost, ampak čista tista leva, ki je mečkan skrita. Vidite, drugače pa tukaj problem, ne, tudi še ljudje hoditi nimajo kje. Glejte, tole je pa hotel Lavina. To je par let star hotel, nisem bil še noter, zelo modern, ampak glejte, tudi ful ima premalo parkir placa, glejte, ful je to stisnjeno vse. Mislim, to je to. Meni je ta Jahorina zelo všeč, ampak to se mi pa ne dopade, ker imajo vse, mislim, to se pol po vojni je kar vsak malo po svoje delal, kakor mu je pasalo in ne vidite, pol še takole se srečati, živa groza. Tle mi je en domačin pripodval, ne, tukaj je šla ženska smuk proga včasih. In pol po vojni so kar par objektov na črno naredili, tako da so to smuk progo prekinili. Zdaj so pa nekako vzpostavili spet, da se tukaj lahko približno normalno gre. Lejte, tukaj vidim pa še eno, ne vem, 4-6 sedeženco. To je tudi, bom rekel, ni glih zelo dolg časa, ampak dober, smučišče vidim, da je kar, mislim, je kar veliko, ne. Tako da tukaj se je med tednom, ali pa če ni počitnic, se tukaj super smučati, ne. Če je pa to kakšne počitnice glih v Bosni ali pa v Srbiji, pol je pa katastrofa. Tle gor naprej gre cesta, gor do tistega radarja, tam sem je že velikač šel, zdaj seveda je to ni spluženo, se ne da jeti. V bistvu, lejte, to je pa zdaj to najvišji, kar lahko prideš. Aha, dol celo, vidim, znamečken sonček posijati. Ja, sem ne bote, bom šel ven, no. V glavnem bom pokazal, iz tukaj je fenomenalen razgled, tudi polet, vidite, zdaj zmeren, kadar grem ven iz avta, oken odprem, če bi se mi slučajno spet ključ, mislim, da bi se mi zaklenilo noter, tako kot sem je v Gruziji, tisti, ki ste me spremljali, veste, kaj se mi je naredilo. Ja, lejte, tukaj je ful dobra razgledna točka, tle dol gre pa še ena, ne vem koliko je, ali 4 sedeženca ali 6 sedeženca, tudi zelo dobro smučišče. Zdaj, če bi bilo jasno, bi se tam od zadaj pa Romanija videla. To sem vam hotel pokazati, zdaj grem jaz pa dol, drugač vidite vreme slab, drugač pa zdaj jaz dol na Pale, zamena denar, pa vam bom tudi Pale malo pokazal. Pol bom šel pa še v Sarajevo. Smučal pa ne vem, bom videl, kdaj bom. Tako da v ponedeljek siguren, ker ne bo gužve, bom videl. Pa še teli koncerti, ki so, bom videl, kako bo. Lejte, zdaj bomo iz te strani videli ta hotel Vučko. Iz te strani se šele vidi, kolikšen je to. Pa tudi, lejte, to je res lep hotel. Jaz sem predlanskem bil v njemu. Res fantazija, lejte, kolikšna je ta zadeva. Lejte, če malo takole zavijem. Lejte, in še kar gradijo. Jaz mislim, da bojo to čist preveč pozidali, da ne bojo imeli nekam ljudi dati, ne avtomobile, ker bo pač preveč. Lejte, vsaka zadeva ima neko kapaciteto. To je zdaj glih tako, ki bi v Piranu, ne vem, začeli
par nebotičnikov zidati, ne vem, za kapaciteto, ne vem, 10.000 ljudi. Preprosto ne bo šlo, ni plaža ne dopušča, ni nič, tako da no, to smo zdaj spet tle, ko smo prej začeli, ne, se pravi, lejte, tukaj je par hotelov, tale hotel Sport, najdete upisan ga tudi na moji spletni strani jahorina.si. No, zdaj se pa še zapeljem do moje namestitve. Glejte, tukaj, ne vidite, tukaj je zdaj, so te prve žičnice. Jaz grem pa zdaj gor, da vam pokažem, kje sem, kako se pride, kje ste že videli. Glejte, to je ta hotel Sport, a glejte, tlele pa vidim, tole pa siguren cerkev gradijo. Včeraj zvečer sem tukaj, ko sem gor šel, samo kar matral sem se, da sem prišel, ker je sneg padal in moram reči, da je kje glih za glih, da sem prišel. Ja, lejte, tole je cerkev, definitivno, ne more biti drugega. Dol v dolino je pot bistveno bolj strma, tako da to je tudi dobro, da so okoli speljali, zato ker po unih gor imaš lahko še tako dobre zimske gume, pa jih polovica ljudi ne pride. Tam bi bil res obvezen 4x4 pogon, jaz ga sicer nimam, tako da imam sicer to 4x4 pogon rabiš samo v takih primerih. Vidite, zdaj dol bi šel tle desno in to je pač enosmerna, tako da ne moreš jeti. No, tako da jaz zdaj tukaj, smo pa že skoraj tukaj pri moji nastanitvi. In moram reči, da zdaj šele vidim, da imam to, vidite, ko se je pa to zdaj tle ustavilo. Se imajo nekaj za zmen, pa jih briga, če se nekje ovinku. No, zdaj vidim šele, da je tale namestitev zelo dobra lokacija. Gor naprej, če greš, je čist preveč nagužvano, dol tam je tudi nagužvano, tle pa tudi iz te moje namestitve greš iz Smučam dol, siguren se tle je kakšna pot. Vidite, takole ljudje hodijo posred v stric in zdaj se ženska še name razburja, ne. Mislim, mičkem pa treba mende gledati, ne. No, lejte, tu je tle moja namestitev. Tole je tale, vidite, planinska idila. Tlele mene rezerviran parkirplac čaka, tako da zdaj bom obrnil, šel nazaj, sem rekel sam tok, da vam pokažem. Lejte, lep objektek. In zdaj, a se kje počez Smučam spustiš? Lahko se v končni fazi tudi po cesti. Vidite, je pa tole vse usko. Če ni snega, imajo problem. Če je sneg, imajo problem. Tako da, ne vidite, in pol še ljudje, ne, lejte, si to en pas zasedajo in zdaj, če imaš ti mečken slabe gume, sicer mene pride na misel, da bi tukaj šel slabem gumam, ampak je pa tle domačini, sem pa prepričan, da mrzdo tudi s kakšnem letnem zlizanem pride in tudi, ne, sej so navajeni voziti in to vozijo tako hiter in tudi moram priznati, da znajo voziti, ne, ker če bi jaz tako hiter pelal, bi 10krat iz ceste zletel, ne. Ampak tako, ne, če moš pa hiter ustaviti, si pa gotov. No, to je zdaj ta pot, ki je, to je zdaj ta pot, ki sem rekel, da je enosmerna in ja, lej, vidite potle, ne, takole, ne, kaj bomo zdaj, ne, vidite, zdaj jih moram počakati, preden se bojo tole vse oni zrihtali, tudi modelu se
sem prepričan, da se ne bo čisto nobenemu, ne. Ta človek bi tudi lahko 2 metra zapeljal naprej, ampak to se mu že ne da. To je, ljudje so neobzirni. Neobzirni, za druge jih ne briga nič. Jaz se nimam za nekega posebnega dobrotnika, ampak do ljudi pa sem obziren, ne. Jaz ne bi takole parkiral, da ne moreš memjeti, ne. Jaz ne bi. 100% ne. Nekaj, ki ima naprej, ima cesto, ne. Naprej ima cesto, sam pol metra bi šel. Ne, ampak je pretežko. Pretežko, ne. To... In, no, zdaj nočemo druge vode zaideti, ne. Ampak, danes imaš vsak ta drug je pameten, kako je ta svet pokvarjen, kako sistem ni okej, nič ni okej, nič. Ampak vidite, na takemle izpitu biti mičken gledati na druge, to pa večinoma ljudi pade. Večinoma. Zdaj sem z Jahorine prispel na Pale. Glejte, kakšen lep vreme je. Bistveno lepši, kot na Jahorini. Običajno je v hribih lepo, spodaj slabš, tukaj pa glih kontra. Glejte, Pale, to je eno mesto, tak bi rekel, ki ga pogledaš, mal čudno. In prvi vtis o Palah ni nikoli dober. Tudi jaz, ko sem ta prvič sem prišel, sem si rekel, pa tole je pa res neki brezvezen mest. Ampak jaz zdaj sem hodim že 15 let. In ne boste verjeli, kako je meni super. Jaz tudi, ko grem večinoma primerov, ko sem šel smučat na Jahorino, sem bil na Palah. Tudi tle dol, ne. Veste, koliko ima tle dobre restauracije za jest? Pa je pol cenejš najbrž, kot na Jahorini. Pa zelo, zelo dober. Zabava je tle tudi super, to je študentski mest. Mislim, meni so te Pale, so mi res fantastične. In tudi par ljudi, ki sem jih pelal, sem pač na Pale, ki so prišli, so mislili, da je to kar nekaj brezvezenega, ampak pol na konc so bili pa vsi navdušeni nad tem krajem. To vam bom tudi še pol malo kasneje pokazal, ta kraj bolj, ker bom šel malo po lokalih pa tako naprej. Glejte, zdajle najprej se zapeljemo do, tukaj je še en smučišče. Zelo zanimiv smučišče, ker bomo do njega prišli, bom več o njem povedal. Zdaj sem prispel na tole smučišče, ki je od Pal oddaljeno mogoče 2-3 kilometre. Glejte, tukaj včasih ni bilo čisto nič. Zdaj so pa tukaj zgradili to gondolsko žičnico. Tamle vidim, da na nov gradijo 4 neke hotele, stanovanje. Tale objekt je že kar nekaj časa, sem že 3 leta nazaj tukaj jedel. In glejte, tukaj sred nič bo kar nekaj ratalo. Jaz sem drugač, tamle gor vidite, čist do vrha sem poleti enkrat z avtom prišel pelet, taka gozdna pot. In se je ful zanimivo gor pelat. Je pa to ta človek, ki je to naredil, to je vse en privat naredil, je mu prej črpalke in je vse črpalke prodal in je v to vložil. Jaz zdaj ne vem, ali se mu je to splačalo ali ne, to bo čas pokazal, ne. Meni se zdi preveč riskirano, zato ker ne veš, a bo sneg ali ne bo. Jaz sem prepričan, da bo prišla leta, ker ne bo snega. Sicer, lejte, ima cel kup snežnih topov tukaj na, ne vem, če se vidi na videu, na progi, ampak se veste, če ni temperatur, pa to zdaj se dogaja, jih dej ni, je pač ne bo. Drugač pa človek vsaka čas, da se še to lotiti. Mi je pa tale smučišče všeč, no. Staram je, gužve verjetno ni, tako da mogoče sem šel pa en dan sem smučat, bom videl.
Zdaj sem izpal, prišel v Sarajevo. Takoj, ko dol prideš izpal, je takoj ta čist najstarejši del Sarajeva, ki se tudi imenuje Baščaršija. Baščaršija je tamle samo 50 metrov pred nam na levo. V bistvu zdaj je pa pač tukaj v Sarajevu treba najdeti parkirni prostor. Jaz, ko sem tukaj že ne 50krat bil ali pa že večkrat, imam en parkirplac, na katerega hodim že parkirati, se pravi 15 let. Ni ga čisto enostavno najdeti, zato bom pa tole posnel. Je tudi tlele malo kaotično, vidite, to so vse drug čez drugega, tle ni nobenega pametnega placa. Zdaj, no, ta parkirplac, ki hodim, boste videli, zdaj še 3 leta nazaj ni bilo nikoli problem dobiti plac za parkiranje. Zdaj sem pa že kar 1-2krat na letu, da pa pač placa ni bilo. Aha, piše slobodno, tedle moraš biti kar pazljiv, da kdo dol ne preleti. Vidite, tlele, tu sta 2 lastnika, tlele je en parkirplac. Jaz grem pa zmeraj kele na tata drug plac. Mislim, da je tudi malo cenejši, pa ti nima cena veze, tudi manj gužva je zmeraj, tako da jaz zmeraj tukaj uparkiram, varno se mi zdi, tako da meni je tle super. Je pa običajno je bila cena prva ura 1 evro, vsaka nadaljna ura pa pol evra. Evo, sem že na Baščaršiji. To je samo minutko od parkiranega placa, lejte, koliko lobov. Da se sploh umikajo, ne, lejte. Joj, so sem enega mečkem brcno, nenameroma. Tole je, bi rekel, najbolj poznana zadeva iz Baščaršije. Imenuje se Sebil, upam, da sem prav izgovoril. To je vodnjak, katerega legenda prav, da če piješ vodo z njega, se sigurno enega dne vrneš nazaj v Sarajevo. Tako da jaz sem to naredil, tako da se bom sigurno še vrnil. No, to sem prepričan, da bo to držalo. Drugače, lejte, nazadnje sem tukaj bil polet, mnogo več naroda in tudi moram priznati, da je bilo lepše, je le sonce, toplo, ampak jaz bom pa večkrat tole izkoristil, potem bom šel kakšno baklavo ali pa to fahijo pojest v kakšno slaščičarno, mogoče celo burek bom videl. Aha, lejte, tole je še najstarejša ulica, ki je ustala v Sarajevu. Se pravi, včasih to je znano, potem vidite, to vse ročno delajo in drugo so vse spremenili v razne lokalčke, trgovince, zato ker boljši nos, pač boljši zaslužek je. Lejte, tole je pa pač, ta ulica pa še je ostala taka, ker je, saj približno, se pravi, tako kot je bilo, verjetno tudi ne pustijo tle narediti lokale, ker če bi pustili, bi to vsi naredili, ker teli, ki tole prodajajo, zaslužijo po mojem 100krat manj, kakor pa, rečemo, ena tale čevapdžinica, mrkva. Tukaj so imeli včasih zelo dobre čevapčiče. Že dolg časa nisem bil, zdaj sem rekel včasih sem zato rekel, ker kdaj se pokvarjal takole na takih zelo turističnih mestih. Tukaj pa ponavadi na burek grem, mi je ful čudno, ker zunaj ni. Lejte, tukaj na drugi strani je pa tudi burek džinica, ki imajo pa isača. In zanimivo, tale za menoj je zmeraj polna, tale pa zmeraj prazna. Pa je v te ful dober. Bom pol, če bom šel na burek, bom vam tudi pokazal, kako ga pripravljajo. Prav tle v saču ga pečejo. Glejte, se bom šel na burek, sem že zato, da vam bom pokazal. Kasneje boste tole videli, res zanimivo. So tudi ljudje prijazni,
pokažejo. Tale most, ki ga vidite, se imenuje Šeher Čehajina Čuprija. To naj bi bil najstarejši most preko reke Miljacke. Ne vejo točno, kdaj so ga zgradili. Naj bi ga pa zgradili tam v 16. ali 17. stoletju. Ta reka, ki jo vidite, to je reka Miljacka. To je najbolj znana reka v Sarajevu, teče čez celo Sarajevo, izvira gor pri Palah. Tole je mestna hiša. To mestno hišo je naredila Avstro-Ogrska, ko je zasela te kraje. In iz tukaj je zelo zanimiva zgodba tele hiše, ki jo vidite pred sabo. Inat kuća se imenuje, se pravi inat, bila je narejena iz inata. Ko je Avstro-Ogrska hotela tukaj narediti, se pravi to mestno hišo, je bilo treba podrti, mislim, da 2 restauracije, pa eno hišo. In ene hiše je bil lastnik, en gospod, ki nikakor ni hotel na nobeno odškodnino pristati. Potem je pa le rekel, da se je pripravljen dogovoriti v primeru, da mu nekaj plačajo, plus da prestavijo hišo iz onga brega reke Miljacke na ta breg. Se pravi, prav ceglu po ceglu je rekel. In res so mu to naredilo in zato se ta hiša imenuje Inat kuća, ker pač je bila zgrajena iz inata. Zdaj je tukaj to restauracija. Iskreno povedano, jaz sem tukaj enkrat hotel jeti samo na kavico čez dan, pa so bili kar slabe vole, da sem na kavico pa ne moreš, sicer kao naj bo, ampak potem pa za nalašč nisem hotel jeti. Sem pa tudi jaz mu mečken inat. Dajte, sem tole tamle od zad, ki vidite te džamije, to je v bistvu že baš čaršija. Tole je Gazi Husrev Begova džamija. Je največja zgodovinska džamija na Balkanu. Zgodovinska to pomeni verjetno to, da pač kot neka stara džamija, verjetno zdaj kakšne nove džamije, ki jih naredijo, so mogoče, ne mogoče, sigurno večje. Ta je pa največja stara na Balkanu. Narejena je bila v 16. stoletju. Drugače se da tudi iti noter v džamijo. Jaz sem že ne 3-krat šel, tako da, gledam to, da sem že 3-krat bil, nam zdaj še noter šel. Je pa to, če hočete iti noter, greste semle noter, tale, ki je informacije, in najdete človeka, nekaj plačate in vas pele noter. Tukaj pa vidite moške pri molitvi, na oni strani so pa ženske pri molitvi. Tukaj je pa to ta zadeva, kjer se pa umivajo, sicer vidim, da voda ne teče, najbrž zato, ker je preveč mrzlo, pa so jo zaprli. Še ena zanimivost na Baš čaršiji je Moriča Han. Han so bili včasih neke vrste zatočišča za trgovce, ki so potovali v karavanah, in tukaj so se lahko ustavili in so imeli tudi par dni brezplačno hrano in prenočišče. Zdaj tukaj je bilo prostora za 70 konjev in 300 ljudi. Konji so bili spodaj, ljudje so bili pa gor. Zdaj je pa pač tukaj en ali več restauracij, težko rečem, ali je to vse ena ali jih je več, pa tudi prodajalne, prodajajo te tepihe, pa razne take zadeve. Evo, zdaj sem tle v tej burekdžinici iz sača. Dajte, kako to pečejo. Se pravi, v teh sačih. Ta je sirov, pravijo. Vidite, to tudi pečejo. Če bi se tlele, se bom... Ne znam jaz to dvigant. Mi bo, lejte, majster. Aha, tu nema. Se
sem mislil, da tukaj je takole, lejte, se to peče, drugače pa potlele poveš, koliko boš in dobiš in jaz sem prepričan, da bo vrhunsko. Evo, tole je moja zeljenica, pa seveda jogurt zmeraj pa še kavico dobim. Zdaj po bureku bo pasala pa še prava bosanska kavica. Evo, prišla moja mučkalica, ne morete verjeti, koliko je tole dober, pa še tole gor kajmak, pa lepinja. Škoda, da nisem res ful lačen, ker bi to tako z veseljem se ga napokal do konca. Tako da tole je res ena najboljša stvar. Drugače pa, to da veste, tole košta samo 3,5 €, tako da tukaj so cene res smešno nizke. Tako da, če boste kdaj na Jahorini, pejte sem pa si naročite za jest. Grill center se tole imenuje. Res fantastično. Lep dan je za mano. Kakor vidite, sem že v moji namestitvi. Zdaj rad vam bi povedal, da tam preden sem jedel tisto mučkalico, se mi je po nesreč posnel en video na hitro, tako da ga nisem mogel zraven dati, tako da vam moram povedati, da to mučkalico sem jedel na Palah. To je ena restauracija, v kateri zmeraj jest. Drugače pa zelo veliko v videu podal informacij. Če vas bolj zanima, pejte prebrati opis tega videa, kjer sem dal tudi povezave do, bom rekel, več informacij. Ker tukaj v teh krajih sem jaz bil že 40krat, 50krat, ne vem točno, in je veliko imam napisanega na mojem blogu Tomaž Gorec, pa tudi na strani jahorina.si, in do enih najbolj zanimivih stvari sem dal v opisu link, tako da si to poglejte. Drugače vam pa hvala, da ste si tale toliko dolg video do konca pogledali. Mi to res veliko pomeni. Zdaj, če še niste naročeni na moj kanal, se prosim naročite. Sam tisti rdeč gumb stisneš, naroči se, pa potem še zvonček. To je tudi popolnoma brezplačno. To je isto, kot da bi me sledili na Instagramu ali pa na Facebooku prijateljstvo potrdili. Je pa zdaj, če mi boste to se naročili na moj kanal, pa mogoče še kakšen komentar napisali, pa všečkali, mi pa res da res veliko motivacijo, da še več takih videov snemam. Tako da težen. Sem pa že zato, ker ste si tale video do konca ogledali. Tako da res hvala. Zdaj, jutri imam pa namen smučati, upam, da mi bo vreme naklonjeno.